Vlada Republike Slovenije se je leta 2015 s sprejemom okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo zavezala, da je prehod v zeleno gospodarstvo njen strateški cilj, ki je nujen tako za ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva, kot tudi za nadaljnjo vzdrževanje kakovosti in kvalitete bivanja v Sloveniji. Zeleno gospodarstvo vidimo kot priložnost za rast in krepitev konkurenčnosti, hkrati pa znižuje negativne vplive na okolje, kar je nujno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 2030. Krožno gospodarstvo je tudi priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev za odpiranje zelenih delovnih mest, za bolj učinkovito upravljanje z naravnimi viri, za promocijo in razvoj slovenskega znanja in gospodarstva. Naloge vlade v procesu preoblikovanja družbe v krožno gospodarstvo vidimo v vlogi povezovalca in promotorja preoblikovanja, vzpostavljanju stimulativnih pogojev za prehod v krožno gospodarstvo, v povezovanju politik in ukrepov, prilagajanju zakonodajnih okvirov in odpravljanju različnih administrativnih ovir, ki preprečujejo uspešen prehod. Za učinkovit proces prehoda v krožno gospodarstvo pa je seveda ključno sodelovanje vseh deležnikov, partnersko povezovanje, sprejemanje odgovornosti in pripravljenost, da prav vsak posameznik v naši družbi aktivno prispeva k skupnim rešitvam. Tudi zaradi tega smo oktobra leta 2016 vzpostavili partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, katerega jedro je medresorska skupina 7 državnih sekretarjev pristojnih ministrstev, širše pa partnerstvo povezuje prav vse skupine deležnikov v Sloveniji. Prehod v zeleno in krožno gospodarstvo vidimo kot proces, ki zahteva spremembe družbe na prav vseh področjih, v kulturi, v politikah, proizvodnji, potrošnji in v upravljanju. S partnerstvom za zeleno gospodarstvo zato povezujemo znanje, iščemo rešitve, identificiramo primere dobrih praks kot neprecenljivih virov izkušenj, predvsem pa s partnerstvom vzpostavljamo vertikalno sodelovanje med ravni upravljanja in načrtovanja in horizontalno povezujemo podjetja, znanje, politike in industrije. Zelo pomembno je, da partnerstvo za zeleno gospodarstvo deluje pod pokroviteljstvom in močno politično podporo predsednika vlade dr. Mira Cerarja. Tudi koordiniramo in vodimo ga iz kabineta predsednika vlade, predvsem z namenom zagotavljanja medresorskega sodelovanja vseh pristojnih ministrstev. Veseli nas, da se partnerstvo za zeleno gospodarstvo hitro širi in danes šteje že skoraj 2000 partnerjev iz vseh ključnih področji gospodarstva, regionalnih in lokalnih skupnosti, mest, znanosti, podpornih struktur, nevladnih organizacij in civilne družbe. Zelo pomembno na poti prehoda v krožno gospodarstvo pa je tudi uveljavljanje Slovenije v mednarodnem prostoru, kjer skupaj s partnerji iz tujine hitreje osvajamo znanja in dosegamo sistemske spremembe tudi na globalni ravni. Pri snovanju naših nadaljnih korakov na poti prehoda v krožno gospodarstvo zato sodelujemo z Fundacijo Ellen MacArthur, Svetovnim ekonomskim forumom, Evropsko komisijo in številnimi državami po svetu, ki so se podale na pot prehoda v krožno gospodarstvo. Še posebej pomembno za Slovenijo je aktivno sodelovanje pri vzpostavljanju Evropskega pospeševalnika za krožno gospodarstvo v okviru pobude Svetovnega ekonomskega foruma za vzpostavitev globalne platforme za pospeševanje prehoda v krožno gospodarstvo, ki jo bo danes ob zaključku konference podrobneje predstavil tudi predstavnik Svetovnega ekonomskega foruma, gospod Attila Toros. V okviru Evropske unije je Slovenija vključena tudi v partnerstvo za krožno gospodarstvo urbane agende Evropske unije, ki je osredotočeno na vlogo in pomen mest. Mesta so namreč ena ključnih ekosistemov za prehod v krožno gospodarstvo, saj imajo veliko priložnosti uvajanja krožnih modelov na področju upravljanja z viri, ter tudi kot poslovna okolja, kot povezovalci storitev za občane, ter z vplivom na potrošnjo in ravnanje ljudi. Zato mesta smatramo kot ključne partnerje pri prehodu v krožno gospodarstvo. Ponosni smo, da sta v Sloveniji že 2 uspešni krožni mesti, Ljubljana in Maribor, in da sledijo krožnim modelom tudi že mnoga druga mesta in lokalne skupnosti.
Ob tem pa je potrebno poudariti, da je v Sloveniji že veliko primerov dobrih praks tudi med podjetji, ki dokazujejo, da se zeleni in krožni gospodarski modeli, da so gospodarsko uspešni in da so tudi pomemben vir informacij in znanj, kje in kako je potrebno in možno kaj spremeniti. Slovenija je na področju trajnostnega in zelenega razvoja v zadnjih letih dosegla pomembne uspehe. V letu 2016 je naša prestolnica Ljubljana osvojila naziv Evropske zelene prestolnice. Slovenija kot država je lani osvojila 5. mesto na svetu po indeksu okoljske uspešnosti EPI in 1. mesto na področju trajnostnega turizma z osvojitvijo naslova prve države na svetu z nazivom zelene destinacije. Kakšni so naši načrti? V partnerstvu za zeleno gospodarstvo bomo do jeseni pripravili zemljevid krožnega gospodarstva Slovenije kot navdih in usmeritev za preoblikovanje slovenskega gospodarstva in družbe v zeleno referenčno državo v digitalni Evropi. Zajemal bo katalog podatkov o nacionalni proizvodnji in porabi ter kroženju surovin in materialov, tudi kritičnih in njihovih nadzemnih zalog. Zajemal bo katalog ustreznih zakonskih in drugih predpisov, katalog znanj in spretnosti, potrebnih za krožno gospodarstvo ter uspešnih slovenskih poslovnih modelov krožnega gospodarstva, oziroma tam, kjer to še ni razvito, opis omejitev in preprek. Zajemal bo tudi katalog priložnosti za širjenje trga in ustvarjanje vrednosti znotraj vrednostnih verig v krožnem gospodarstvu, modele najboljših praks krožnega gospodarstva za optimiziranje potreb podjetij, lokalnih skupnosti, javne uprave in drugih deležnikov. Zajemal bo tudi organizacijsko podporo za izbrane skupine deležnikov za dostop do znanja pri pripravi projektov in s tem tudi finančnih virov za prehod v krožno gospodarstvo. Proces prehoda Slovenije v krožno gospodarstvo razvijamo na socialnih in etičnih temeljih. Uvajamo odprto izobraževanje za krožno gospodarstvo na vseh nivojih z zelenimi delovnimi mesti in socialnim podjetništvom. Na vključevanju metod in tehnologij, znanja v obravnavo okoljskih sistemov ter analizo življenjskega cikla, naprimer pri krožni oskrbi s hrano in izrabi naravnih prednosti, kot sta velika pokritost z gozdom in razpoložljivost z vodnimi viri, kar z aktivnim razvojem habitata prihodnosti predstavlja veliko slovensko konkurenčno prednost. Na vzpostavitvi pogojev in spodbud za tvorjenje mrež krožnega gospodarstva v Sloveniji je že vzpostavljeno strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za krožno gospodarstvo, ki združuje že preko 100 podjetij, raziskovalnih inštitucij in drugih deležnikov, potrebnih za učinkovito vzpostavljanje verig vrednosti na vseh nivojih, na nivojih zakonodaje, organiziranosti in učinkovitosti javne uprave, svobodnemu in delujočemu trgu, vrednotah in izobraževanju, znanosti, razvoju, kulturi in turizmu. V Sloveniji na področju krožnega gospodarstva potrebno pozornost posvečamo tudi vzpostavljanju krožnih modelov na naslednjih področjih. Na področjih gradbeništva, obnove elektronskih naprav, na področju avtomobilizma, prehrane, komunale in drugemu kroženju materialnih in snovnih tokov. Razvijamo tudi sodobne infrastrukturne digitalne storitve državne uprave in gospodarstva z vključevanjem znanj uporabnikov s sodobnimi tehnološkimi platformami. V procese upravljanja družbe in gospodarstva uvajamo sodobne tehnologije bločnih verig oziroma blockchain tehnologij ter razvijamo uporabo orodij sistemske tehnike za optimalno načrtovanje in delovanje krožnih sistemov. Naj zaključim. Največji potencial za bolj učinkovito delovanje in doseganje zastavljenih ciljev prehoda v zeleno gospodarstvo je v krepitvi sodelovanja vseh deležnikov v družbi. Izziv pri tem je vzpostaviti zares stvoren, dvosmeren dialog in sodelovanje vseh deležnikov v družbi. Dobre prakse so pri tem najboljši mehanizem za vzpodbujanje drugih deležnikov, za preusmeritev svojega poslovnega delovanja v bolj zelene in krožne modele, so odličen vir znanja in za državo pomoč pri identifikaciji podpornih ukrepov. Kar nekaj pomembnih premikov smo že naredili, dela pa je seveda še veliko. Verjamem, da smo na pravi poti in vas vabim, da se nam na njej pridružite.